Pozdravljeni, dobrodošli. Hvala, da ste z nami v Mladinskem kulturnem klubu MC Plac. Pozdravljeni tudi vsi, ki nas spremljate nadaljavo. Okrogla miza, konec statusa, kaj pa zdaj, je pripravljena v sklopu projekta z mladinskim delom proti prekarnosti mladih, pilotni projekt Mladinski center Velenje, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Namen projekta je povečati varnost mladih, ki so ena od najbolj ranljivih skupin na trgu dela in s tem podvrženi tveganjem prekarnosti. Poleg raznih usposabljanj, individualnih svetovanj in informativnih spletnih kampanj je tudi ta okrogla miza z mladimi na trgu dela namenjena ozaveščanju o različnih oblikah zaposlitve, njihovih prednostih in slabostih ter izmenjavi različnih izkušenj. Danes jih bodo z nami delili 4 sogovorniki, ki so se kljub mladosti že preizkusili na raznih delovnih področjih in v različnih oblikah dela sodelovali z različnimi delodajalci, danes pa imajo različne statuse. Z nami so Špela Zlodej, redno zaposlena v zasebnem sektorju, Jošt Kodrič, redno zaposlen v javnem zavodu, Vid Hrovat, samostojni podjetnik in Teodor Majcenovič, trenutno prijavljen na Zavodu za zaposlovanje. Vsi 4 pa imajo najmanj eno skupno točko. Delovne izkušnje so nabirali tudi v velenjskih mladinskih organizacijah, tako prek študentskega dela, zaposlitev ali kot zunanji sodelavci. Dobrodošli, hvala, da ste z nami. Najprej vas vabim kar vsakega posebej za eno uvodno predstavitev v smislu, kakšna je vaša dosedanja karierna oziroma izobraževalna študijska pot, kaj ste študirali, kaj ste počeli kot študenti in kako vas je karierna pot vodila do aktualne zaposlitve, pa bi najprej predala besedo Špeli. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, študirala sem na fakulteti za farmacijo, smer laboratorijska biomedicina. Smer je sama po sebi v bistvu namenjena delu v kliniki, torej delo v laboratorijih, v zdravstvenih domovih ali bolnišnicah. To je pravzaprav bila moja želja cel študij, tudi temu sem stremela, delala tudi pač kot študentsko delo. Na koncu me je pot čist slučajno zapeljala v industrijsko farmacijo, torej zaposlena sem v podjetju Novartis. To je bilo čist slučajno, pač med absolventom sem iskala študentsko delo, ki bi bilo približno podobno nekemu 40-urnemu tedenskemu delovniku. Novartis to omogoča, zaposlujejo veliko študentov preko napotnice in tudi jaz sem se odločila za to. Potem pa po letu in pol dela na študentsko napotnico so mi ponudili zaposlitev in sem se odločila za to. Zdaj, kar se pa tiče študentskega dela, v mladinskem sektorju sem delala v Velenju, torej za Šaleški študentski klub. Bila sem tudi članica upravnega odbora, delala sem za Mladinski center oziroma pač Zavod MC Plac. Sodelovala na raznih prireditvah, prodajala karte, pač pomoč pri organizaciji. Preko študentskega kluba sem se izkusila tudi sama pri organizaciji raznih dogodkov. Poleg tega pa sem delala tudi na festivalu Velenje kot hostesa. Preizkusila sem se tudi kot natakarica na Velenjskem jezeru. Kar se tiče pa dela v stroki, sem pa delala med COVID časi na hitrih testih, kjer smo testirali zaposlene. Preko faksa sem delala na uvedbi hitrih testov za celiakijo v lekarni Ljubljana. Izven študentske napotnice sem pa bila tudi prostovoljka na UKC-ju Ljubljana, pa šla sem na krajšo poletno prakso v Zagreb na njihovo fakulteto za farmacijo. Si v bistvu že tekom študija delala in v stroki in na raznih drugih področjih, ki so ti mogoče služili kot neko dopolnilo, prosti čas, pa zraven še en zaslužek. Ja, tako. Ja. Hvala. Jošt, izvoli, tvoja zgodba. Hvala za besedo. Zdravo še z moje strani. Jaz sem magister geografije, delam trenutno na se pravi javnem raziskovalnem zavodu Geološki zavod Slovenije. Tam sem zaposlen kot strokovnjak geoinformacijskih sistemov.
Tekom študijskih let, pa že v bistvu preko sem bil dijak, sem pa delal, mislim, res svega je svašta, od urejanja okolice, kelnarjenja, o gorenju v proizvodnji in na servisu, pol v klubu MC Plac nekaj časa v gostinstvu, nekaj časa kot dežurc, večino časa kot tehnik. Na študentskem klubu sem bil predsednik pa aktivist dolga leta, tudi v okviru Mladinskega centra Velenje sem deloval kot dijak in študent, pa potem 1 leto kot zaposlen. Pa verjetno sem še kaj pozabil, mogoče kar bi še omenil, škis tudi, mogoče tudi, no, zveza, se pravi študentskih klubov Slovenije, tam sem bil v nadzornem odboru in pa na škisovi tržnici 1 leto sem delal. Sem delal. Ja, predsednik študentskega kluba, študentski aktivist, delati na zvezi škis, to se zdi tako lahkotno se sliši, ampak v bistvu je to tako pretty much full-time job, pa ogromna odgovornost, pa treba se je spoznati na prebiranje zakonodaje, kup ene administracije, delati z javnim denarjem in tako naprej. Ja, to vse drži, odvisno koliko si pripravljen aktivno se vključiti zraven. Mi smo bili na neki točki, jaz pa še ene par nas, no, v bistvu vsi, ko tule sedimo, verjamem, da smo bili tako peti, da vse, kar si povedal, absolutno je res. Je odgovornost tudi vzameti veliko časa, več, kot pa bi si človek mogoče zamislil, ker ne vem, na prvo žogo vsak laik, ko čuje, da se nek dogodek dela, je pač ok, v redu, splaniraš, izvedeš, bam, 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 ampak če to neka večja zadeva, to lahko traja mesece, da ga splaniraš, da se dogovoriš z vsemi, da ga izvedeš, evaluacija potem pa vse to, ne. Tako da ja, tudi veliko se naučiš v fazi teh projektov in pa takega dela. V bistvu te stvari, ki sem se jih naučil, so še zdaj aktualne, recimo pisati kakšne razpise tudi na zdajšnjem šihtu, ne. Projektno vodenje bo slej ali prej tudi prišlo zraven, ker smo pač imamo tako službo tudi mi, ne. Tako da ja, je res. Ja, tako da v glavnem kot študent si bil zelo vpet v mladinsko delo, zdaj si pa skoraj nedavno, kaj že dobre pol leta, malo več, a ne, si pa konkretno šel v svojo stroko, pa se bomo pol vrnili k temu, zakaj od sem tja. Vid, tvoja pot do samostojnega podjetnika, prav tako od študentskega in zunanjega sodelavca. Lep pozdrav, najlepša hvala za vabilo. Ja, moja pot je bila dosti podobna kot od mojih naših sogovornikov. Začelo se v bistvu že v dijaških letih, ko smo pa malo spoznavali tukaj MC Plac, Šaleški študentski klub, kaj se tukaj dogaja, kaj to pomeni. Smo se malo upeli v to delo. Jaz pa zdaj, kar bi tukaj ful ponosno vedno izpostavim, da dobesedno vse dejavnosti, ko sem jih upravljal preko svojega SP-ja, da so imele nek zagon oziroma so nastale nekako tukaj. Se pravi, moja prva zaposlitev je bila v Lutkovnem gledališču v Mariboru kot lučni tehnik. Naučil sem se luč delati točno na temule odru, ker sem pač kot glasbenik ves čas, ko smo organizirali koncerte, sem pač laufal za Švenerjem pa za Mrigotom, pa jih spraševal stvari, za Sašotom nisem, ko sem se ga takrat še malo bal. In potem so pač rabili lučnega tehnika in so rekli, Vita, bi tebe to zanimalo, ja, veš, da in to je bilo zdaj, ne vem kaj, 2012 in sem se v bistvu vsega naučil tukaj. Isto radio, moderiranje dogodkov se je začelo tukaj, ker je bilo pač v dijaški sekciji, ko smo organizirali festival Park spet dogaja, je pač vsak dobil neko svoje delo in mantra je bila, Viti, ti si glasen, ti boš za PR, ampak takrat je bil še PR, ne vem, da si šel parkrat na radio, poslal, ti se verjetno dosti dobro spomniš, poslal maile po adremah, potem se je pa to kar nekod začelo razvijati, ko je prišel še Facebook zraven, pa družbene omrežja in je pač kar to moje delo nekaj zraven posrkalo. Tudi moja prva radijska izkušnja je bila na Radio Velenje, oddaja takratna Šaleškega študentskega kluba v imenu Sove. In ja, no, pač seveda marketing, no tudi recimo prvo predavanje oziroma prvo neformalno izobraževanje na temu digitalnega marketinga 2013, ko je bil še digitalni marketing oziroma Facebook oglaševanje, meta oglaševanje kot tako, ko ga danes poznamo, je bilo še zelo v povojih, pa je že recimo Mladinski svet Velenje organiziral tečaj na delovnem vikendu za mladinske organizacije, med drugim tudi bil tečaj digitalnega marketinga, kjer sem pridobil to neko osnovno znanje. Tako da ja, vse zadeve, ko jih danes delam, sem na nek način se naučil tukaj. Ves čas sem to delal prej preko statusa študenta.
Tako da mi je po tem bloku, takoj ko sem se zaposlil, sem že odprl popoldanski SP, se pravi zaposlen sem bil kot ključni tehnik, ostale dejavnosti sem upravljal prek popoldanskega SP-ja, potem pa se mi je zdel kar naslednji logični korak, ko mi je pogodba potekla, sem pač šel na poln SP, no pol se je pa COVID začel, pa tiste pa pol zgodba za drugič. Izobraževal si se pa na katerem področju? Medijske komunikacije, fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, tako da marketing je v bistvu del moje izobrazbe. Okay. In Teodor je z nami, najmlajši član tega omizja, ki še ni konkretno vstopil na trg dela, študent psihologije, trenutno pauziraš. Tvoje dosedanje delovne izkušnje? Ja, živjo, hvala tudi pač za besedo. Moje prvo delo je bilo v bistvu na banki, kjer moja mama dela, kjer sem arhiviral neke dokumente, pa skeniral, pa urejal fascikle. Pol sem pa kar hitro se začel, spoznal s tehniko, tako je Jož preomenil, in tako tudi vstopil v ta cel mladinski sektor. Ampak ja, poleg tehnike sem se tudi malo bolj aktivno vključil v ŠŠK in tudi postal predsednik kasneje. Ker sta se pogovarjala, pač vključuje mnoge dolžnosti in pač obveznosti. Tega sem v bistvu tudi delal vse, kar se dela kot od organizacije dogodkov, prodaje kart, tudi malo marketinga s pomočjo videa in ostalih. Ja, vmes sem pač medtem, ko sem študiral v Ljubljani, sem pa v Ljubljani delal še v enem skladišču, v bistvu v neki pakirnici, kjer sem bil tako neka deklica za vse, recimo temu. Cel ta čas sem pa za vikende delal na golf igrišču v Velenju, tudi kot vzdrževalec / kelner. Zdaj, vmes, ko je tako videl omenil, ko je bila korona, se je tudi za mene malo spremenilo, pa sem študij dal malo na pauzo, pa se pol nekako vključil ta mladinski sektor, pa ŠŠK, pa MC, pa mladinski center. In tudi s tem, ko sem postal predsednik, nisem aktivno študiral, ampak sem sam bil prijavljen v bistvu na svoj faks, vmes še na en pač izredno, na nek drug faks. In sem se zdaj dejansko lotil to leto, v bistvu lani novembra ali decembra sem prenehal biti predsednik in se tudi zdaj odločil, da bom zaključil študij. Tako da to je eden izmed razlogov, zakaj sem vpisan na zavod. Da pač v miru lahko zaključim študij, brez da imam neko obvezo 8-urnega delovnika. In zaenkrat pač gre okej, bomo videli, no, ampak gre okej. A bi rekel, da je mogoče ravno ta velika odgovornost, pa ena obilica dela, ki jo ima predsednik ene študentske organizacije, sploh tako aktivne, kot je Šaleški študentski klub, mogoče eden od razlogov, da nisi uspel, se pravi, redno študirati oziroma opravljati študijskih obveznosti? Pač ja, ampak je tudi to mali izgovor, ker vse se da, če se hoče, pa zgleda, jaz nočem toliko, nisem hotel toliko. Ampak ja, itak, tako je rekel Jož, lahko, ker se ti vržeš v to, pač lahko bi se mogoče malo manj, pa bi potem lažje upravljal faks, sam lahko pa da ne, se ne vem. Tako da, pač. Kako pa zdaj v bistvu handlaš vse skupaj, se pravi statusa nimaš več, ne moreš delati na napotnico, na zavodu si prijavljen, zdaj ne vem, bi se pogovarjali o tem, koliko delamo kaj po strani še ali ne. Pač, se pravi, nisi več predsednik ŠŠK-ja, kako zdaj minevajo tvoji dnevi od tam, ker si imel vsega ful in faks in to mladinsko delo in vse skupaj, pa še druge študentske posli, do zdaj, ko imaš čas. Štekam, ja. V bistvu mi je pač ta moja vloga v ŠŠK-ju pokazala, da mi je to ful zanimivo, pa da me pač interesira nasploh mladinski sektor, vsaj v neki obliki tega, da delaš za druge neke stvari oziroma z drugimi, pač nekaj v tem smislu. In sem tudi letos prevzel vodstvo Mladinskega sveta Velenje, kar je v bistvu po nekih količini dela zelo manj kot ŠŠK, ampak vseeno ostajam noter v tem sektorju in delam delam prostovoljno, tako da v bistvu to ni za neki postrani, ampak tudi se najde kaj drugega, ko pač lahko
delaš po strani, če da ne povem preveč. A se je bilo grozno prijaviti na zavod, se odpovedati statusu, ker se verjetno, mislim, lahko bi se nekam upisal, a ne? Pa obdržal status, ker še nisi dopolnil 26 leta, ne da? Aha, se pravi, ti je v vsakem primeru status potekel. Ja, okay, no, ampak ja, pač fair vprašanje, zato ker lahko bi se tudi zaposlil, a ne? Pač sej verjetno bi lahko šel delati nekam. Sam sem tudi mogoče malo bolj zbirčen glede, kaj bi rad delal, tudi zaradi tega, ker sem izkusil to v ŠŠK-ju, pa vidim, da mogoče ne bi mi bilo tako všeč hoditi na šiht, čeprav itak je moraš hoditi, ampak sem zato lažje požuril to, da se kao prijavim na zavod, pač požuril v narekovajih. Pa v bistvu ni bad, zato ker tako pravijo za upokojence, da nimajo nič, da imajo najmanj cajta. Po moje ljudje na zavodu imajo isto, pač najmanj cajta v lifeu, kar jaz doživljam zdaj. Ampak ja, zaenkrat mi je super. Tudi v bistvu poleg vsega tega pomagam tudi na atletskem klubu Velenje kot trener, tega mi to nekako zafila dneve, da vsaj se nekje počutim, da nekaj se dogaja. Pač to, kar sem zgubil prej v ŠŠK-ju, mi zdaj MSV, torej Mladinski svet in pač atletski klub nekako nadomestita. Pa zaenkrat mi je super. Ampak ja, planiram pa zaključiti do konca tega študijskega leta. Hvala. Vid, a si ti, prednji si prišel sem in so ti v bistvu začeli podajati ene jobe, ki si jih pol ti ful zagrabil in razvijal, a si predstavljal, da boš delal v življenju to, kar delaš zdaj? A si sanjaro, da boš vse, kar si zdaj? Takrat še tega, mislim, ok, zdaj govorimo o marketingu, takrat še tega sploh ni bilo. Mislim, takrat je še Facebook, mislim, takrat so družbena omrežja so bila še v povojih in tega ne, ker prišel sem, pa go with the flow, pa se je nekaj kar porihtalo, da sem najdel same take stvari, ki me veselijo. In zato je bil tudi recimo glavni razlog, zakaj sem se odločil SP odpreti, ne pa zaposliti recimo v kakšni marketinški agenciji ali pa kaj podobnega, zato ker mi je toliko fajn preprosto to delati od povezovanja dogodkov do lučne tehnike na koncertih, ker je pač vse dinamično, nisem za računalniku, vedno druga lokacija, vedno drugi ljudje, pač rad to delam, no pa si po mojem predtem ne bi mislil, ne vem, jaz dvomim, da sem takrat dober, da jaz sem res zelo hitro sem prišel že v prvem ali drugem letniku srednje šole, ampak predtem jaz dvomim, da sem vedel, kaj sploh dela lučkar obstaja na koncertih, mislim. Pa nisi imel kakih sanj, ne vem, jaz bom pa kriminalistični inšpektor v lifeu ali pa... Ne, a veš, kaj hočem reči, no pač, a si imel neke poklicne želje za prihodnost, preden te je pač zaneslo v to? Ko sem bil mali, sem hotel biti gasilec ali pa odvetnik. Hodin. Ja, potem je bilo zagotovo, mislim, je tukaj bil ključen faktor, da si sploh imel možnost se preizkusiti v tem delu, ampak jaz sem, hvala Bogu, prišel sem ravno v tem času, ker zakaj gre človek na gimnazijo, zato ko ne ve, kako bi se usmeril. In točno to je bilo, in jaz sem prišel tukaj, ko sem bil v gimnaziji, kaj bom delal, ne vem, pojma, bomo videli, potem sem pa tukaj odkril tako delo, za katerega si sploh ne bi mislil, da me bo tako pritegnilo noter. In svoje talente v resnici, si odkrival, razvijal, si se profesionaliziral na področjih, ki prej verjetno sploh nisi o njih razmišljal, Tako. Kar je ful bravo za velenjski mladinski sektor, res, wow. Ja. Daj bomo pol o tem, kak je imeti SP. Jošt, prej sva rekli, ful noter v mladinskem delu, se pravi in projektno, organizacijsko, izvedbeno, tehnično, vsebinsko, programsko, skratka vse, kar je možno, tak res, pa kar naenkrat gremo v geografsko stroko. Kako se je to zgodilo? Pa kaj pa vem, mislim, poleg tega, da mi je bil mladinski sektor zmeri ful pomemben tekom mojih dijaških pa študijskih let, ker sem se razvijal v okviru njega v sklopu svojih interesov, mi je tudi recimo geografija mi je zmeri bila tudi blizu, čeprav sem se najprej čisto štartil po koncu srednje šole, sem šel še prej na en drug faks provat, pa se nekaj izhodilo na FKKT kemijo študirati, tisto sem ugotovil, da nekaj ni za mene. Pa se mi je zdelo, ok, zdaj grem pa nekaj, kar mi je res gušt in geografija mi je gušt.
isto velik, kot je bil pa mladinski sektor, bi rekel. No. Plus tudi te stvari, ki jih zdaj delamo, so mi toliko zanimive, da ko je pač prišla priložnost, ko se je pojavilo to delovno mesto, na katerem sem zdaj, sem rekel, ja, pač dej, mislim, stvar se to hitro razvija, ta znanost, da če ne grem zdajle, pa če počakam še 5 let, me bo itak cajt prehitev, ne bom več zaposlil v tej stroki, vsaj ne na tak način, kot sem zdaj. Pa moja mentaliteta je bila zmeri, pač dok si mlad, probuj različne stvari, tako da se to itak nekot pol sklada za to celo, z tem kontekstom in ja, pač mi je bilo kar zahtevno se odločiti za to, sem neki cajt rabo študirati, pa dati na tehtnico res, na obeh straneh, kakvi so pogoji dela, kako je delo samo, kakvi so ljudje, s katerimi delaš, vse, kar pač pride s tem. Teda se nisem najlažje odločil, ampak na koncu ja, pač je stroka pretehtala druge interese, rečemo temu tako. Pa zdelo se mi je tudi, ker sem sam faks vlekel kar nekaj časa, pač 8 let sem na koncu vseeno rabo, da sem tudi magisterij dobil, kar ok, lahko bi bilo hitreje, ampak tudi zaradi tega, ker sem bil tako aktiven v mladinskem sektorju, se je to mogoče zavleklo. In potem sem nekaj rekel, če mi je res vzelo toliko časa, pa če sem se toliko potrudil, da vidimo zdaj, kaj smo podelali na faksu, mogoče tudi zaradi tega. Pa še to, mogoče, sej si, se pravi, in prej in zdaj si v javnem sektorju, kjer so določeni pogoji napredovanj, plačni razredi in tak naprej, s tem, da prej si bil tle v domačem mestu in si šel peš v službo in nazaj, zdaj imaš pa job v Ljubljani, pa zdaj, ko spremljamo, kak cirkus je na cestah, je to tudi verjetno bil kar pomemben faktor, ko si ga dal na tehtnico. Absolutno. To sem tudi povedal, ko smo razgovor za to službo, ki imam zdaj, sem pač iz prve vprašal, kak je pa z delom od doma. In če bi mi takrat rekli, ni dela od doma, tudi ne bi šel tega delati. Zato, ker smo z punco, ki tu zraven mene sedi, smo malo predtem pač zrihtala flat v Velenju in ni neko logike, da se bomo zdaj preselila v Ljubljano. Vsak dan se absolutno ne bom furil tja. Oni so mi potem v bistvu dali pogoje 3 mesece preizkusnega pač roka in v času preizkusnega roka moraš biti vsak dan tam, potem pa se bomo omenili za delo od doma in so mi tudi hitro ga zrihtali, ker pač očitno je tudi njim bilo v interesu, da ostanem. In zdaj, odkar imam to opcijo, ki jo pač valjda s pridom izkoriščam, ni toliko velik problem načeloma. No. Tistih par dni na teden stisneš zobe, pa greš, itak ti plačajo tudi potne nazaj, kar če pač imaš en avto, pa dvojne potne se tudi nekaj pokrije, ok, malo bonusa zraven. Drugi dni pa delaš doma, pa je to. Ja, če pa ne bilo tega, pa tudi če se kdaj zgodi down the line, da se firma odloči to skenslati, bom resno razmišljal o tem, da mogoče tudi zamenjam službo, ne vem, bomo videli, kako bo s tem. Špele, ti si tle v Novartisu izkusila 3 različne oblike delovnih razmerij. Bila si študentka, potem si bila zaposlena prek agencije, posredni, kako se reče, ki posredujejo delo, kaj so to? Ja, Zunanji, ja. No, evo, zdaj si pa redno zaposlena za nedoločen čas. Tako. Kaj se ti zdi, kako se je v teh 3 različnih obdobjih, kako si se ti počutila na jobu, kak je bil odnos do tebe kot sodelavke, no, v glavnem, pač, če lahko to malo primerjaš. No. Zdaj moram najprej povedati tudi, da nisem zaposlena na isti poziciji, tako sem lahko sem prišla. Torej, pač, ko si študent, te izkoristijo za vse. Meni je bilo fajn takrat, ker je bila za tiste čase, se mi zdi, da kar visoka urna postavka. Zdaj ne spomnim se več, koliko je bila takrat, recimo minimalna, ampak je bilo kak evro več kot minimalna. Aha, nad minimalno, ja. Ok, cool. Fajn mi je bilo, ker mislim, sem dobila praktično mesečno plačo, ampak življenje je bilo pa še vedno študentsko. Tako da mi je kar nekaj keša ostalo za druge stvari. Delo je bilo pa, tako sem rekla, pač malo pomoči v laboratoriju, tistim zaposlenim, malo arhiviranja, malo, mislim, se počasi seznanjaš s tem, kako bi naj izgledal pol job, ko si zaposlen, ampak nisi čist tam. Kar se tiče varnosti, se nisem nekaj ful sekirala, takrat jaz sem še vseeno prepričana, da sem zaposlila v kliniki. Aha, ok. Pol ja, ko si pa zaposlen, zdaj moram povedati, da takrat je bilo ful obično, da te zaposlijo preko zunanje agencije. Zdaj tega ni več toliko. Večinoma zaposlijo direktno, ali za določen ali za nedoločen čas, ampak direktno na firmo.
Je mal unga občutka, pač nisi toliko finančno varen, tudi se ne počutiš, da, mislim, imaš skozi v zadnji ti strah, da ko mine tisto leto ali kakorkoli ti že dajo, da je pol šansa, da ti ne podaljšajo. Sam mislim, da ko si mlad, brez otrok, se niti ne sekiraš toliko za to, pač imaš v glavi, ja, vse bo že neki. Sem pa itak pol ful vesela, ko sem dobila za prav pač na firmo, pa za nedoločen čas, mislim, imaš pol ono, zdaj pa lahko vzamem kredit. Ja, ti mal pade dol. Mogoče strahovi, ko smo nisi vedel, da jih imaš neko zadnji, ampak pač ja. Jaz sem kar ziharaš in ful nijam une mentalitete pač. Bomo že, ampak moram zmeraj imeti še plan B, C, D. Ja. Je pa to slovi kot zelo kvaliteten delodajalec, itak dela v panogi, ki ful raste, a ne? Med najbolj uspešnimi slovenskimi podjetji so ravno farmacevtska, ampak vseeno, ne, mal je, se mi zdi, nižja stopnja varnosti, a ne tega, ne, da je garantiranega dela recimo, a ne, v zasebnem sektorju kot pa v javnem, ne. Mislim, a čutiš, da je a kdaj cvikaš, no, te bom tako vprašala v smislu, ne vem, lahko postanem tehnološki višek ali pa, kaj pa vem. Ja, bi rekla, da vseeno je mogoče prisoten zmeraj nek strah, ker nikoli ne veš, vseeno nismo toliko pri koritu, da bi vedeli, kaj se vzgori dogaja, nikoli ne veš, kakšne odločitve bojo sprejeli višji organi. Tako da ja, mogoče je, ampak vseeno ni toliko prisotno, da bi mi to, da bi mi vplivalo na vsak dan. Se mi zdi, da vseeno pač večje kot so firme, pa sploh pač svetovna farmacijska podjetja, pač tako je Novartis, se mi zdi, da vseeno manj nekega strahu, kako bo, če pač zagusti, po domače povedano. Pač manjše firme, privat, sploh kakšne, ko se ukvarjajo z bolj unikatnimi stvarmi, pač ne vem, izdelava kakih biomarkerjev po naročilu, tam je večja šansa, ja, da se hitro kaj spremeni, pa si pol višek. Kaj bi pa rekla, kaj se ti zdi največja prednost, ker sploh, a ne, pač Jošt sta partnerja, je v javnem, a ne, če primerjaš vajini delovni okolji, pogoje dela, plačo v končni fazi, ne vem, dopuste, nagrade in tako naprej, kaj je največja prednost v zasebnem sektorju? In na drugi strani seveda, kaj je največja slabost? Kar se plač tiče, bi rekla, da je tu hkrati in prednost in slabost. Zdaj, pač v javnem sektorju točno veš, kako so razredi naredi, kaj pričakovati, kakva bo tvoja plača, v zasebnem se pa od osebe do osebe to ful razlikuje. Od tega, kakve imaš ti izkušnje, a prihajaš direkt iz faksa, ali prihajaš iz druge firme, ali napreduješ znotraj iste firme, prehajaš med oddelki, ali napreduješ znotraj istega oddelka, čist različno. In vse je odvisno od tega, kako se ti zdelaš. Tako da moraš imeti žilico za barantanje, pa malo unga občutka, da pač te oni res rabijo. Ano. Se mi zdi, da če si bolj samozavesten, pa tako nastopiš, kakor rečejo, pač moraš se znati prodati. Tako da to bi rekla, da je lahko hkrati prednost in slabost. Ja, je pa, kar se nagrad in božičnic in tega tiče, itak, mislim, zasebni sektor boljš, mislim, tudi v privat se nekaj odvija, no, pač so dobili lani ljudje prvo božičnico in tako dalje, pa regrese, pa mislim, nekaj se premika, ampak je v privat to, ja, veliko boljš poskrbljeno. Ja. To, ko si rekla, ne, da ste lahko basically na recimo enakem delovnem mestu, pa lahko imate različne plače, a ne, glede na to, kako ste se zdilali, ali pa, ne vem, mogoče tudi na stalež, koliko časa si v firmi in tako naprej. A veš, v javnem sektorju, ne, je ful pogosto isto plačo imamo,
jaz delam ful, pa nič, pa mama isto plačo, Ana. Kaj pa v zasebnem, a tudi prihaja do nekih napetosti pol v kolektivu v smislu, le kak se je dobro zdelo, zdaj je pa tekle tam. A si lahko sploh v zasebnem sektorju malo tekle, da se malo potuhneš, pa kar tek malo nekaj narediš? Zdaj, težko primerjam z javnim, ker pač nikoli nisem bila zaposlena zares v javnem, ampak itak, da prihaja do tega, ker smo vsi na koncu sam ljudje in zmeri prihaja do tega, pač mu je boljš, tako, no, pač trava je bolj zelena na njegovi strani, tako da ja, prihaja do tega, ampak ne vem, jaz grem ful po tem načelu, pač jaz sama vem, koliko sem naredila, pač ne rabim se nobenemu dokazovati, razen pač svoji vodji in tistim, ki direktno delam z njimi, in se mi zdi, da pač če greš po tem, da narediš svoje dolžnosti, pač itak, če imaš interes, narediš še kaj več, pač če si ambiciozni in ti to življenje dopušča. Se mi zdi, da pač govori to dost samo po sebi, vsaj pri nas. Če imaš pa čas govoriti čez druge, imaš pa čas tudi kaj drugega narediti. Ja, valjda, ja. Se pravi, nekako pač, če poenostavim, v bistvu se da delodajalec ima veliko več možnosti ukrepati v primeru nedoseganja recimo delovnih standardov, neizpolnjevanja tudi nekih delovnih obveznosti, Na drugi strani ima pa tudi možnost nagrajevati. Zdaj spred govorim v primerjavi z javnim sektorjem, Zdaj ne morem govoriti pač za celoten zasebni sektor, pri nas je naredito tako, da imamo obvezne letne razgovore, pa tudi znotraj oddelkov imamo mesečne, dvomesečne, odvisno kako pač recimo starejši na oddelku nimajo več take želje se izpopolnjevati, izobraževati, napredovati, oni imajo pač na daljše intervale neke razgovore z vodjami, pač mlajši, ki se še želijo dokazati, imamo pa pač na krajše intervale. Tako da, ja, definitivno imamo ta vpogled v letno delovno uspešnost in je pač bonus prilagojen temu, kako si se odrezal. Glih tako se pa pol zmeniš, pač na začetku leta postaviš neke cilje in na podlagi teh ciljev pol gradiš. Mislim, si želiš doseči te cilje, ker pač to pomeni, da boš mogoče hitreje napredoval, si pač drugo leto postaviš kakšne malo bolj zahtevne ali pa nadgradiš te lanske. Če pa ugotoviš, da to, kar si zastavil prejšnjo leto, da sploh ti ni všeč, pa pač se preusmeriš na nekaj druga. Se mi zdi, da je pri nas dost te možnosti, da pač se razvijaš v neki smeri, pač karierno in se učiš nekih novih stvari. Jož, ti sicer nimaš neposredne izkušnje v zasebnem sektorju, ampak imaš dosti dober vpogled in ga lahko primerjaš z zaposlitvami v javnem. Kaj so ali pa če tako začnem, služba za nedoločen čas v nekem javnem zavodu je mogoče res sanjska služba, sploh za tiste, ki se po karakterju mogoče malo bolj ziharaški, res omogoča stabilnost, varnost, praktično do penzije, razen če ne gre, ne vem kaj narobe. Razen tega, kaj je prednost javnega sektorja in kaj je na drugi strani slabost za tebe? Ja, jaz bi rekel, pa mogoče moram še to tukaj omeniti, mogoče GOZS, pač moji zaposlovalci, mogoče tukaj mali izjema, oziroma raziskovalni zavodi na splošno so mali izjema, ker imamo pač primere ljudi z doktorati, ki so tam zaposleni kot raziskovalci, oni imajo na nek način podobno situacijo kot folk v privat sektorju, se pravi, moraš nekaj dokazovati, da dobivaš višje nazive, ampak mi, ko smo pa recimo navadni ljudje, če temu tako rečem, ali pa tech support, ki nas vežejo isti pogoji kot preostali del javnega sektorja, se mi zdi, da ta glavna stvar, ki je prednost pred privatnemu, je to, da je stresa neprimerno manj, vsaj po mojih osebnih izkušnjah iz javnega sektorja, pa ko pač poslušam recimo, kao folk iz privat sektorja domov prenese. Se velikokrat zgodi, da je meni stari, če bi jaz tole vse mogel požreti vsak dan, pač ni šanse, da tam ostanem. Lahko mi date duplo plačo, pa ne bom tega delal, ker pač res, pa da se moram skozi sekirati za neke profite, pa za marže, pa veš, mislim, ne, ni to. Se mi pa zdi, da ja, na drugi strani je pa pač tak minus to, da so pa mogoče kompenzacije oziroma stimulacija je
ni toliko fajna, kot pa v privat sektorju. Zdaj, tako je rekla Špela, ja, smo dobili tudi božičnice, pa regres, ampak to je ponavadi minimalno, zato ker pač ta podjetja ne delajo za profit, ni nekega keša, da ga še okoli talal, se pravi, naredimo to, kar je zakonsko določeno, več pa ne. Tudi kar se plač pa nekih napredovanj tiče, edina opcija, ko jo imamo zares, poleg tega, da se zdaj po novi plačni reformi lahko zrasteš 10 plačnih razredov čez celotno kariero, na neke pač definirane časovne time frame. Edina druga opcija, ko še imaš poleg tega, je, da pač zrasteš naziv, da dobiš neko drugo delovno mesto, pa se to potem resetira. Ampak zato je treba tudi nekaj pokazati, ne bojo ti delodajalci tudi v javnem sektorju tega kar tek dali. Vsaj pri nas ni glih čistek, da bi si zdaj mogel prav cilje letne postaviti, ampak vseeno se ve, kaj pričakuje nadrejeni od mene, spremljaj na tistih projektih, na katerih sem pisal, morajo biti rezultati taki, ko morajo biti, še malo inicijative zraven pokazati, pa tek naprej, pa čez par let mogoče pride do tega pogovora lahka. Tako da veliko manj pogosto, pa veliko manj profitabilno, če lahko temu tako rečem, kot pa recimo v privat sektorju. Se pravi, to bi bil minus, na drugi strani pa se je pa stresa veliko manj. Če bi zdaj dobil, se pravi, o stroki, ki si povedal, da jo imaš rad, da si želel to početi, da si tudi želiš dodatno izobraževati, biti na tekočem, torej dobil priložnost od nekega zasebnika delati v svoji stroki, a bi resno razmislil o tem, kaj bi ti mogel ponuditi, da bi zapustil to varno službo? Zares še nisem študiral o tem, ker sem načeloma, to je šele druga služba moja, nisem tudi tako dolgo še na trgu delovne sile. Ne vem, po moje občutno višjo plačo, pa vsaj iste pogoje, kar se tiče dela od doma, pa primerljiv dopust. Pa smo že tu pa iz prve za nedoločen čas, recimo, ajde, okej, pa se lahko pogovarjamo. Je pa itak, vsaj v moji stroki je taka situacija, da to je itak samo Ljubljana, druge, da bi bilo kje bliže doma, pač ne bo, ker pač tek je. Edino, če bi šel za kakega učitelja, ampak to je itak spet javni sektor, pa me niti ne zanima toliko festo. Tako da ja, zares bi mogel videti ponudbo, pa vsaj plača bi mogla biti občutno višja, kot pa zdaj, da bi zares razmišljal o tem. Okay. Kakva bi mogla biti plača, vidi, da bi se redno zaposlil in opustil svobodo samostojnega podjetnika? Ne sam plača, seveda, vsi drugi pogoji. Ja, mislim, zdaj prvi pogoj, da bi se zaposlil kjerkoli, bi bilo to, da bi se delodajalec strinjal, da jaz ostale svoje aktivnosti nadaljujem preko popoldanskega SPA. Se pravi, brez konkurenčne klauzule. Tako. Iskreno ne vem, ker nisem v tem študiral, imam neke svoje plane, vizijo, cilje, zdaj dokler sem še relativno mlad in imam relativno dovolj energije, da se lahko take zadeve grem, nimam še družine oziroma teh obveznosti, in pač, ne vem, prejšnji vikend sem delal 43 ur od petka do nedelje in pač vem, da ni vzdržno dolgo, ampak meni je to tek fajn, ne vem, ta stres, jaz ne vem, ko je Špela prej rekla, da res ona je tak človek, da mora biti to naprej, jaz pa nisem, mene pa glih ta, ki bi rekel, ne vem, the thrill of it, ne vem, ne znam razložiti, spomnim se že, ko sem na študentski organizaciji Univerze v Mariboru začel delati, sem dobil na razgovoru tako vprašanje, kaj je pa tebi najboljši, in sem takrat rekel, meni je najboljši občutek, ko smo delali recimo tule kak festival ali pa to mednarodno konferenco, Student Conference in Maribor, mi je najboljši občutek, ko si res pod takim stresom, laufaš sem, tja, skozi, vse narobe, pol se pa usedeš ob Dravi, dobro, pri nas ob Paki ali pa nekje, v Mozaiku, se pa usedeš ob Dravi, si naročiš eno kavico, žgeš en cigaret, pa si misliš, kak je življenje lepo. Tako da, ne vem, res mi je... Pa še ti to, da si pod gasom. Zavedam se, da ni vzdržno, na dolgi rok, tako, pa še da si pod gasom. Zavedam se, da ni vzdržno na dolgi rok in da bo treba slej ko prej nekaj spremeniti, zdaj pa bo to iti v kako podjetje, ga ustanoviti, karkoli drugega, tako da zdaj pa še je prehiter za reči. Zagotovo, mislim, glavni faktor je, da bi pač
da bi mi bil znesek. Work-life balance pa plača, da bi se poznalo. No, res nimam nekih pogojev, nisem razmišljal v tej sceni toliko. No, stres, ne? Eno čist drugo vrsto stresa, pa verjetno veliko hujšo, si imel pa med korono, ne? Ko pač ni bilo posla, pač ni bilo popraševanja po tvojih storitvah, ni se jih dalo izvajati, a ne? In? Zgurali smo. Iz prihrankov ali... Kaj je to prihranek? Ne, prihrankov takrat ni bilo največ, ampak ne, sem pač se tudi prilagodil, zato ker vseeno moja glavna dejavnost je še vseeno digitalni marketing in sem pač takrat toliko bolj šel all in v to. Zdaj, marsikateri dogodki so se izvajali tudi podobno kot tukaj, se pravi s kamero in s strogimi ukrepi. Tako da je bilo vse nekega moderatorskega posla, je še bilo, ampak zelo malo ostalo je pa pač si stisnil, bolj aktivno sem delal na digitalnem marketingu, malo bolj aktivno iskal stranke, take zadeve. Potem pa itak so nas pol malo spustili, tek na vsake pol leta so ti dali pol spet tam, da si lahko šel delati par dogodkov, pa spet zaprli. Tako da se je pol tudi... Zgurali smo, no. Je bilo pa 75% dejavnosti sem mogel nehati upravljati, oziroma nisem mogel upravljati, se pravi celotna industrija srečanja je bila zelo v zatonu takrat. Zdaj pa prvo leto, ko je bila korona, sem bil še zaposlen v Lutkovnem gledališču, sem bil na čakanju, imel popoldanskega SP in tam delal z marketingom. No, pol je pa kao že neki šlo mim, pa smo že mislili, da bomo rešeni. Pol se je pa oktobra, se pravi 3 dni zatem, ko sem pa jaz pol poln SP odprl, se je pa pol spet šlo, tako da, ja. Dobro, vse nekaj je bilo pomoči takrat, a ne, ali nisi bil upravičen? Nisem bil deležen nič tega, ne da se nisem probal, ampak ja, ne bi se zdaj v podrobnosti spuščal, ampak nisem nič dobil. No, v glavnem, zdaj, tisti recimo, ki te poznajo, a ne, lahko spremljajo tvoj lifestyle, pa si mislijo, kak je tudi video fajn, ne vem, ponedeljek zjutraj je folk na cesti za na job, vid pančka, do kakih 10, 11, kaj takega, pogre malo kavu spit, zdaj se karikiram, zajebavam se, a ne. Ampak to freelancanje daje vtis ene take sproščenosti v življenju, a ne, delam, kadar hočem, kakor hočem, a ne, s tistim, ko hočem, a na drugi strani je pa treba imeti približno 700 evrov najmanj na mesec, a ne, za stroške obratovalne, a ne, se pravi prispevke, akontacijo dohodnine. Ja, potem so razni programi, ki jih uporabljaš, take zadeve, tako da pač v bistvu priješ na Jurija, preden prvi račun plačaš. Ampak, mislim, vsi se zavedal sem se tega tveganja, oziroma zavedal sem se pogojev, kaki so, ko sem se za to odločil in mi je zdaj pač tek, mislim, sproti. Tako je Špela prej rekla, da graj si zov iz Greener in ja, valjda, vsi te vidijo, ko piješ kavico v ponedeljku ob 10 zjutraj, noben te pa ne vidi, ko rušiš odero ob 5 zjutraj. Ja, pač se mi zdi, da kdor še tega ni izkusil, ima samostojno podjetništvo, neko ta, še vsem pridih, ja, tam od razpisa vlečeš, nič ne delaš, full cash, imaš račune izstavljaš. Mislim, eni pa po drugi strani vejo, pač, da, ne vem, nimaš dopusta, nimaš bolniške, nimaš regresa. So pač plusi pa minusi, zdaj pa vsak se sam odloči, ne, kaj mu najbolj ustreza za njegov življenjski stil in kaj mu je najbližje. Plus to, ne, da pri rednih oblikah zaposlitve je prihodek pričakovan, a ne, razen če Bog ne daj delodajalcu tak zagusti, da nima za plače, a ne, ali pa če te slučajno kdaj preseneti kaka nenadna povišica, a ne, ali pa nagrada za kako uspešnost. Tle, a ne, se je pa treba za vsak biznis na novo zmeniti, a ne, in vedno znova pogajati za ceno in se vedno znova dokazovati in utemeljevati, zakaj je tvoje delo ne da toliko stane, ampak je toliko vredno. In tudi to ful vzame ene energije. Ja, res je, pač grist je treba skozi se je treba pač za posle boriti. Zdaj, valjda so neke stranke, ki so recurring, se pravi, da za daljša obdobja in s takimi načeloma
imamo porihtano razmerje, a ne, zdaj pač eni so taki, da ne plačujejo, eni so taki, da jih je treba opominjati, ampak s takimi pač pol hiter nehaš delati. To se mi je zdaj v bistvu tudi dejansko največji izziv samostojnega podjetništva, ne, sploh pa glede na to, kak sem jaz, ker tule, ko smo bili v ŠŠK MC, pa se pravi Mladinski center prostovoljci, ko si ti star 15 let, nimaš izkušenj, pa nimaš keša, se pravi, edina stvar, kar jo ti lahko ponudiš kot neko vrednost, je tvoj čas, a ne. In zdaj, pol, ko pride, in ti to, ne vem, imam to vrednoto že od nekdaj in je potem zdaj pa težko, zdaj pa, aha, tam, sploh pa v Sloveniji, ne vem, recimo tako, da dostikrat imamo tega, aha, jaz pa poznam unga, ko to dela, bo zastonj naredil, a ne, se pravi, se tudi tam je bila una lepa nalepka, ali kaj je tisto, ki že delam za job, ne za usluge ali nekaj takega. In je pač bil ta mindset, se pravi, najtežje, da ga, kako bi rekel, da ga poosebiš, da se, ne, prilagodiš nekaj, da spremeš ta mindset, to prepričanje, tale angleščina, da pa zdaj rečeš, ne, to je pa to, glej, tudi če gremo na kavo, pa ti je sam tole malo nekaj zrihtam, jaz sem se to mogel, a veš, koliko uročiti, koliko izobraževanj, da čez pa zdaj, in jaz ful nisem bil tak človek in še zdaj mi je kdaj tak na bed si ceno postaviti tako, ko si jo postavim, ampak spet, od osebe do osebe neodvisno, vse pol hiter naučiš, ja. Kolikrat se ti je do zdaj zgodilo, da si imel ful frende, pa ful si bil faca, dokler si to naredil teklo ob kavi, pol ko si pa rekel sam, a ne, to bo pa vseeno nekaj koštalo, te pa folk ni več poklical? Pa v bistvu zelo redko, zato ko s frendom sem vedno zastonj naredil. Si mi pač stavil iz začetka. Zato jih še imaš. Da vedeti, koliko je. Ja, ne, je, mislim, mal bil izziv tudi polko v Velenje priješ, ampak je pač, no, načeloma, zdaj odvisno, za kako storitev se gre, ne, zdaj, če se res gremo dobiti, če se dobimo na kavi, pa tam malo nekaj naklikati, kar bi se, ne vem, nekdo matral 3 ure, jaz ko pa s tem delam vsak dan, pa naredimo v 5 minutah, ni panike. Zdaj pa, če je nek dolgotrajnejši projekt, pa to pa valjda, tudi vsi vemo, da se pričakuje neko plačilo, kaj se da pač pol valjda narediti, ne, pol si pač ovrednotiš delo, koliko dela bo šlo, koliko je to vredno, koliko si lahko tudi recimo kdo privošči, ne bomo zdaj nekim korporacijam izstavljali istih računov za, seveda se storitev pol tudi prilagodi, ampak ne moramo zdaj staviti nekemu društvu iste račune, ko pa neki veliki korporaciji, ker tudi pač delo ni enako, ne. In je pač pol tudi skozi, ne vem, okej, moderiranje, lučna tehnika, to načeloma so neke cene, ki so industrijski standard in pač vsi vemo, da nekje tule lahko pričakujemo med tem pa tem razponom. Zdaj digitalni marketing je pa tu recimo zelo specifičen, ne, ker spet gre od količine dela, od intenzitete dela, od tega, ne vem, koliko kanalov, kateri kanali, kakšne vsebine in je toliko nekih neznank, da je to pač potem treba neko ponudbo sestaviti in jo na podlagi referenc podkrepiti. No pa še to moderiranje, turistično vodenje, lučke, gledališče, kultura in general, to zaenkrat še ni ogroženo strani umetne inteligence in drugih tehnologij. Digitalni marketing pa mislim, a te kaj skrbi? Ne, meni pač prilagoditi se je treba. Jaz sem drugače že 2019, prej se pravi ChatGPT je tek v splošno uporabo nekje prišel tam nekje 2021, 2020, če se jaz ne motim. Jaz sem že 2019 na enih predavanjih kazal nek podoben language model, oziroma aplikacijo, ki ga uporablja in sem že od takrat, kako fajn, da ne rabim zdaj imeti 10 ljudi, da mi jih piše, ampak da imam tole in pač umetna inteligenca je samo orodje in zdaj tisti, ki se ne bojo prilagodili, ki ne bojo se izobraževali na področju tega in ne bojo tega začeli aktivno uporabljati na delovnem mestu ali pa v privat življenju, sploh ni tako bistveno, ampak na delovnem mestu tisti, ki se ne bojo prilagodili, jih bo povozil zagotovo, ampak je pač novo orodje, naučiti se ga je treba in meni je umetna inteligenca res samo olajšala delo v vseh sferah. No, ampak to, a misliš, da ena korporacija bo še vedno raje najemala tebe, da uporabljaš to orodje, kot da bi se sama naučila uporabljati to orodje pa rekla vid, hvala?
Mislim, se v končni fazi bi se prej pač lahko naučili tudi digitalnega marketinga. Ne? Pač, ja, vedno bojo taki, ko bojo imeli in-house, pa me ne bojo najeli, vedno bojo pa taki, ko vseeno ne uporabljajo tega orodja, toliko nimajo toliko recimo predznanja, ker vseeno ni dovolj samo orodje, ne? Moraš imeti človeka, ki ga zna uporabljati. In zdaj umetna inteligenca, pa ne govorimo zdaj tu samo o ChatGPT-jih, pa o teh za pogovora, ne? Imamo tudi ogromno umetne inteligence vkomponirane v druge programe, recimo ta Adobe Firefly, pa se lahko namesto, da se 4 ure matraš, pa ne vem, photoshopaš tam neke gore v zadnji, tam samo značiš, tule bi pa jaz imel gore, ali pa nekaj takega. Tako da v bistvu je sam pač, jaz vidim to samo kot plus. In tudi pač vsem pa, kako bi rekel, vsem se pa pozna, koliko zna kdo uporabljati. In tako da pač firme imajo vedno, ali bojo delali sami, ali bojo delali in-house, ali bojo pa nekoga zunanjega najeli. Ampak zdaj, če vodiš ti posel, če imaš ti svoj foh, zdaj, če nimaš človeka usposobljenega za to, tudi umetna inteligenca ne bo pomagala. Ne? Teo, a kaj težijo na zavodu? A moraš hoditi na razgovore, zbirati podpise, pošiljati prošnje, te zadeve? Moraš pa udeležiti se kakega kariernega sejma, ampak se mi zdi, ker sem jaz že od začetka izrazil to, da pač je moj plan ne se zaposliti, ampak zaključiti študij, pa potem se zaposliti mogoče v tem, kar študiram, pa v čemkoli drugem. Mi tudi ne težijo toliko. Pač mislim, ne da ne težijo, ampak bolj so razumevajoči, se mi zdi. A ti pa prav pride to, recimo, da se že zdaj nekako seznanjaš na kariernih sejmih, da imaš mogoče stik s kakim delodajalcem, v bistvu, da imaš neke take trejle iz razgovorov in tak naprej, ali ti je to čisto Ne vem, če mi zares ful pomaga, pač bolje kot nekaj, kar moram narediti, ampak se jaz tudi pač ne lotevam tega, kot da bi to vzel kot neko pomoč oziroma kot neko priložnost, ampak ja, zaenkrat sam obstajam na zavodu. Pač. Zdaj, iz tega recimo 3 različnih oblik zaposlitve, kar se zdaj poslušal, kaj se ti zdi, da bi tebi najbolj ustrezalo? Kak karakter si? Varnost, stabilnost, pač vid in wow in korporativni jobi. V bistvu, glih zaradi tega izkušnje v pač mladinskem sektorju, kjer sem doživel to, da imaš neko svobodo, pa da lahko delaš, pač nekako uresničiš te svoje ideje pa želje, se v bistvu ful povezujem skoraj z vsemi na nek način, ker vsem bi rad imel malo svobode pri svoji zaposlitvi, torej, da imaš nekaj na voljo, ampak itak ta varnost pa stabilnost še posebej po moje starejši, ko si bolje pomembna. Pač itak pa pol tudi ta varnost. Tako da na nek način, če bi se recimo mogel odločiti, se bolj nagibam k ne samostojnemu podjetniku, ker se mi da nisem toliko samoiniciativen, da bi skozi se prodajal svoje storitve, recimo. Pa tudi mogoče bi rekel, da moje vrline je pač malo težje ovrednotiti in bi mi nasploh bilo težje. Mi je pa itak fajn to, kar sta oba omenila, Jošt in Špela, pač ta neka varnost. Ampak ja, bomo čisto videli. Zdaj, kot diplomant psihologije, mogoče se boš celo odločil za 2. stopnjo, 3., kaj pa vemo, a ne, boš imel v bistvu tako zelo odprte možnosti, a ne, ali za pač neposredno, se pravi, psihološko svetovanje posameznikov, kaj pa vem mogoče o športu, evo, ne si rekel atletiko, si sam treniral, zdaj si tudi, a ne, upleten v to, ali pa v končni fazi, ne vem, skrbeti za kadre v firmah, skratka, a se že kje vidiš, oziroma a se na kakem področju sploh ne vidiš z svojim bodočim poklicem oziroma stroko? Prej, ko je Vid omenil, pač, da ko ne veš, kaj bi delal, greš na gimnazijo. Pač jaz sem, ker nisem vedel, oziroma še kar na nek način ne vem, kaj bi delal, sem šel študirati psihologijo, ker sem bil je dokaj široko področje. Tako da v bistvu pač nimam feelinga, ker res nisem še toliko delal v tem. Res mi je
blizu zdaj to delo v skupinah, pa neki, pač da delaš ali da pač ponujaš drugim neke vsebine, ali pa da ti druge nekako polnomočiš. To mi je ful postalo blizu zaradi ŠŠK-ja, pa pač nasploh MC. Tako da se zares ne vidim v nekih, pač točno vem, v katerih področjih se mogoče ne vidim, kako raziskovanje, pač mogoče tudi kakšna kadrovska psihologija mi ni tako blizu zares. Ostalo mi je pa čisto odprto, res tako. Se mi zdi, tako gledam na svoj zaposlitveni načrt ali karkoli, kot da mora biti nekako povezan z mojimi interesi, ker bi mi toliko boljš bilo vsak dan to delati, pa verjetno je pol tudi produkt boljši, kot pa neki, kot je muka iti. Tako sem rekel, da sem ful zbirčen pri iskanju dela. Se mi zdi, da bo to ful pretehtalo, pač kako bom jaz lahko to povezal s svojimi interesi, kar je pa ful plus ŠŠK-ja pa vsega, da sem pač toliko različnih stvari doživel oziroma bil del pa pomagal uresničiti, da je pač kar širok razpon mojih interesov. Tako da čisto odprto. No pa tudi, kolikor se nam zaenkrat, glede na sedanjost, kolikor lahko vidimo v prihodnost, skrb za duševno zdravje in posameznikov, raznih družbenih skupin, družbe v celoti, bo pač vedno bolj pomembna. Tudi na področju socialnega varstva, bomo vedno rabili strokovno usposobljene ljudi, ki bodo tudi srcem pri stvari. A si optimističen recimo glede križišč na karierni poti, a imaš občutek, da si boš lahko zbiral, no? Ja, zanimivo vprašanje. Jaz sem tudi malo bolj tekel, pač bomo že. Tako da sem optimističen, pač vedno se mi zdi, mislim ne vedno, ampak zadnje čase sem optimističen. Pa se mi zdi, da nekako, če to je malo hecno se čuje, ampak če živiš v redu, pa da delaš stvari v redu oziroma v stiku s sabo, pač svojimi pač vrednotami, interesi, karkoli, pač ziher se bo kaj našlo. Pač, tudi če mogoče ni najbolj dobičkonosno, pa najbolj varno, pa mogoče sploh ni to prava stvar, ampak slej ko prej, pač se bo ziher razpletlo. Da bo, če boš ti dokaj v redu, recimo temu tek, bo tudi pač vse v redu, po mojem mnenju. No pa to, ko praviš, si zbirčen. Kako zdaj recimo, če si zamisliš nek job, odnos z delodajalcem, delovno okolje, kolektiv, ljudi, s katerimi in za katere delaš, kaj bi ti bilo tu tako zares pomembno? Pač kaj so ti uni pogoji, ne vem, kljukice, pač to more biti takle, zato da se temu jobu posvetim, in na drugi strani, kaj je ono, kar je no-go, da bi job delal za ne vem kjer denar, za ne vem kako svobodo ali pa ne vem, prestiž, prepoznavnost ali whatever. Prvo se mi tako zdi, da nekako se mora povezovati z mojimi interesi, na nek način, tudi če je pač nek pač manjši interes. Pa da se mi zdi to odnos z ljudmi, odnos v neki ekipi ful pomembno. Pač te stvari bi mogoče najbolj cenil, pa nasploh, ko morajo te neke organizacije napisati svojo vizijo, poslanstvo, vrednote, karkoli, pač nekako, če res živijo te stvari ali karkoli, pač to bi mi bilo najbolj blizu. Sam je pa res, da jaz pač nisem zares še imel izkušnje, sploh na nobeni redni zaposlitvi. Sem pa delal milijon stvari, kot pač prek študentske napotnice. Tako da v bistvu ne vem zares, kaj bi mi pasalo. Mogoče pa je pač redna zaposlitev čist drugačka, ker je to neko študentsko delo. Čeprav tu mogoče, vsaj pri predsedovanju študentskega kluba, res vložiš celega sebe, pa cele svoje dneve, ampak mogoče je čist drugačno na šihtu. Pač to ne vem. Kot nek minus, pa ne vem, samo to, da nekako niso pripravljeni sodelovati, pa da ni nekega optimizma, dolgoročne vizije, karkoli, nekaj v tem smislu. Pa pač tudi mogoče, da bi mogel, ne vem, res nimam feelinga. Ja, se imaš prav, ja, mislim, verjetno
Vseeno moraš pač Moram prvo konkretno izkusiti. izkusiti, a ne, da Ja. pol vidiš, Kam mi v bistvu paše, kam mi ne čez tole paše. pa ne morem, a ne. Tudi zato sem tako dokaj odprt, zato ker pač bomo videli, lahko pa, da mi bo pasalo, da moraš delati veliko po noči, pa da moraš skozi se furati, pa pač karkoli. Res nimam pojma. A ne. Ampak ja, sem pa kljub temu, da bi rekel, da, tako sem rekel, da sem nekak zbirčen, glede tega sem tudi pripravljen po moje delati nekaj, kar še nisem nikoli, oziroma me do zdaj še ni tek dotaknalo. Okay. Tako da možno, da bo tvoja karijera šla v neko čisto drugo smer, kot Ja, pač to besedno. proč od mladinskega dela, proč od športa, ne vem, psihologije in vsega tega. Ne? Tudi to je možno. Ja, bomo videli, ja. Okay. Pač nikoli ne veš. Ano. Trenutno upam, da ne, ampak mogoče pa. Pač, bomo videli. Okay. Vid tvoje, se pravi ti pogoji za delo, no? Se pravi, kaj je te pomembno? Ok, ti si pač samo zaposlen, ampak vendarle imaš naročnike. Jaz sem vedno rekla, ne, da pač namesto, da imaš enega šefa, ne, imaš vse šefe, za katere delaš. A ne? Pa recimo, no, če razmišljaš tudi, da bi se kje zaposlil kakorkoli, no, skratka, kaj bi ti bilo pomembno? Kaj bi zahteval, da ti naročnik oziroma delodajalec omogoči, da na kak način s tabo dela in kaj ti je tisto, kar pač, lej, ne, hvala lepa, bom jaz delal z drugim ali pa grem delati drugam. Tu si me pa najdla. Težko vprašanje. Valjda, mislim, plača je ključen faktor, saj ne delamo za, mislim, ključen faktor, pač ne delamo iz dobre vole, ampak delamo za neko finančno stabilnost, se pravi potem tudi pogoji dela, delo nadaljavo in pa se pravi zagotovo tudi nek delček avtonomije, se pravi, da ni zdaj, pa zagotovo pač nasploh tip dela, kaj se dela, ne. Zato, ker, ne vem, ne bi znal drugače odgovoriti na to, ker ne razmišljam v tej smeri trenutno. In tudi, ja, nisem bil pripravljen na ta odgovor, upam, da sem v redu odgovoril. Lej, iskreno, to vemo. Vidva, Špela, Jošt, kaj vama je pomembno v delovnem razmerju, delovnem okolju? Pač, kaj so tiste reči, ko so vama temeljni pogoj, a ne? Kaj pa je tisto, zaradi česar bi bila mogoče pač pripravljena job pustiti, iskati kaj drugega? Da lahko najboljše odgovorim na to, moram probati razložiti eno drugo stvar prej. Kaj je glavni problem pri službah, ko so pač za nedoločen čas, ta soul crushing, monotonost, ko skontaš po enem letu, fakt zvono še pa 39 let isto stvar delati skozi. Se pravi, kaj je pol tukaj pomembno za mene, je, da tista stvar, ki jo moram delati zdaj še 39 let, malo manj, okej, naj sam ne bo ful dosadno. Naj bo ono, da imam malo od tega neke zanimivosti, nekaj, kar pač je meni cool, in pač recimo pri meni se je to že zgodilo, hvala Bogu. Po pa prije zraven s tem to, da sodelavci morajo biti okej, z njimi si moramo biti pač v nekih dobrih odnosih, ne bi hotel delati na firmi, kjer je neko trenje skozi. Isto odnos od šefa do mene, recimo, mora biti pač nek respectful odnos, da vem, da sem jaz cenjen, pa da moje delo cenjeno, in s tem povezana tudi kompenzacija, seveda pač mora biti taka, kako se meni zdi, da si jo zaslužim. Zdaj sem tukaj mogoče malo specifiko, da nisem tak zahteven človek, kar se tega tiče, kar se tiče kompenzacije, vsako, kar se menim, recimo z mojim okrogu prijateljev, pač sem tek nek nižja polovica, rečemo temu tek, ampak mi je cool, nisem nun tip, ko pač ok, mora biti zdaj red race, pa skozi ono več. Če so ti drugi pogoji izpolnjeni, se pravi, da imam feeling, da smo z sodelavci cool, da je delo zanimivo, da je respekt med mano pa delodajalcem, pol se da tudi pri kompenzaciji malo stisniti zobe, rečemo temu tako. To bi bilo za mene, recimo. Okay. Lahko še enkrat ponoviš celo vprašanje? Se pravi, kaj so ti najpomembnejši deli zaposlitve, no, pač v odnosu z delodajalci, z sodelavci, kaj ti je tisto, kaj ti je nujno,
ustrajaš v tem jobu in na drugi strani, kaj bi te popolnoma od tega odvrnilo? Zdaj sem tukaj kar precej strinjala z Joštom, kar se tiče delodajalca, odnosa z vodjo in pa skupino. Ker saj jaz sem pri sebi ugotovila, da ja, itak mi je ful fajn, da mi dajo možnost učenja novih stvari, da je delo dinamično, ker tako je Jošt rekel, ja, pač če skozi delaš eno in isto stvar, pač res rata vse skupaj monotono, imaš občutek, da tvoji možgani stagnirajo, da se nič ne zgodi in da je vsak dan dobesedno enak prejšnjemu. In če imaš ekipo fajno, je že to ful velik, ker vseeno ti s temi ljudmi delaš 8 ur na dan. In če ti nimaš rad svojih sodelavcev, vsaj večine, je pol brez veze vse skupaj, ker pač to je tretjina tvojega dneva. Pa 40 let boš mogoče iste ljudi gledal, pač kamorkoli boš šel, ful je pomembno, koga imaš okoli sebe. In ja, kar se tiče pač osebnega napredka, pa seveda pač dober vodja, tako da se da z njim vse skomunicirati. Zdaj jaz sem zamenjala že v bistvu, zdaj bom imela pač 4. vodjo in vse prej pač res moram pohvaliti, ker se ljudje trudijo, no, pač vsaj pri nas, da sledijo tvojim osebnim željam in da na nivoju ekipe pač se trudijo vzdrževati dobre odnose. Kaj bi me odvrnalo? Verjamem, da pač bi se to v različnih življenjskih obdobjih pač odgovor razlikoval, ampak trenutno pač, ne vem, mi je ful pomembno to, da delam lahko od doma. Mene vožnja ful izmuči psihično, res, pač se vsi vemo, kakve so ceste in res mi je grozno, ko pridem domov in sem od vožnje bolj izmučena, ko počihta. Tako da to recimo, da bi mogla biti vsak dan tam ali pa da bi iz nekega razloga dobila kako delo na terenu, da bi se mogla predstavljati pač med večjimi lokacijami po celi Sloveniji, to mislim, da bi bil full no-go. Pa kako izmensko delo tudi mislim, da ne bi bilo za mene. Pač mi je vseeno pomembno, da imam tisti popoldan, kolikor ga pač je za sebe, za naju, za pač prijatelje, družino. No, okej. Mogoče tako za zaključek še to, ti si tudi še milenica, ne da? Ja. Bolj, ko ne smo tle milenici, a ne? Zdaj, aha, 97 meja, hvala lepa, a ne? Tako imenovane Gen Z generacije, okrog katere je en kup enih stereotipov, nekaj zdaj že ta generacija vstopa na trg dela, a ne? In kaj je v njih slišati, ne? Prvo, da jih bolj kot karkoli druga zanima cash, da hočejo vsi imeti takoj, ko pridajo, a ne, ful dobre plače, to je en od stereotipov. Drugi, da jih ful zanima prosti čas, koliko bo dopusta, a lahko grem prej, danes pa ne morem priti. Potem, da so jim pomembni nazivi, a ne, ker se pač čuje fajn, a ne. Potem, kaj pravijo, težave s prejemanjem odgovornosti in na drugi strani velika pozornost na pravicah, tudi tistih, ki jih mogoče sploh ne pripadajo, a ne. Tako nekako, no, lahko zaznavamo nekje, da so predstave sodobnih delodajalcev o sodobnih mladih, ki vstopajo na trg dela. Po vašem feelingu, mogoče tudi izkušnjah in iz mladinskega dela in imate mlade sodelavce in tako naprej, a karkoli od tega bolj ali manj drži, ali so to res pač miti skonstruirani na neki peščici ljudi? Ok, če lahko jaz začnem. Jaz bom rekel tak, ni čist, da so to miti. Te stvari po moje izhajajo iz tega, da je pač mentaliteta mlajših generacij pri zaposlovanju
malo drugačna, kot je bila pa recimo od generacij pač naših staršev. In jaz to pozdravljam. Drugačna. Ful drugačna. V resnici, ja. Meni se to zdi super. In zakaj se mi zdi to super? Zato, ker vsi poznamo te zgodbe od naših staršev, pa starih staršev. Pet na faks, dobo boš šiht, tam boš 40 let, boh ne di, da ga zgubiš, kaj hujšega se ti ne more zgoditi. Jaz pa mislim, stari, če sem se izobraževal toliko časa, ko sem se, pa vidim, da smo zdaj mogoče v situaciji, ko tudi če imaš ti faks narejen iz ene stroke, lahko greš delati neki XY čista tretjega, ker je to opcij zdaj, da boh naredi, samo moraš biti iznajdljiv, pa moraš biti zagnan. Se mi zdi najbolj pomembna stvar, ko lahko ima mlad človek zdaj, ko vstopa na trg dela, to, da zna sam sebe ceniti. Don't put yourself down, sploh če si ti izobražen iz neke stroke, ki je deficitarna ali pa res pomembna za družbo, pač pojdi na tisti razgovor, povej tole pa tole pa tole so moji pogoji, pojdi na več razgovorov, pa pač boš videl, kaj je trg pripravljen za tebe dati. In to, da ti rečeš potencialnemu delodajalcu, meni se zdi, da bi rad imel 20% višjo plačo, ko si mi jo pa ti ponudil, ali pa rad bi imel 3 dni dopusta več, ali pa ne vem, ful mi je pomemben work-life balance, kot da je to neka slaba stvar, pač to je glavna stvar. Ne delam zato, mislim, ne živim zato, da delam, ampak delam zato, da živim. Se pravi, vse te stvari morajo biti, zato da smo lahko pač srečnejši v lifeu, manj psihičnih težav, boljša produktivnost, vse s tem povezano. Tako da, ja, to so mogoče miti, ampak je mal exaggerated iz strani delodajalcev, da so to take ful slabe stvari, pa ne moramo se z nobenim od teh zmeniti. Ne, sam pač, ti bod fair, jaz bom fair, to je to. Vse ne pravim, imaš tudi ljudi med nami, med našimi generacijami, ko pač res hoče priti na šiht, pa nič delati, pa sam cash vleči. Ampak se mi zdi, da je to tak velik problem, ko pa mogoče misli družba, da je. Ok, super. Vid, imaš še neki? Ja, jaz bi rekel, da se te stvari izpostavljajo, mislim, valjda, na neke, mislim, neki že more na to kazati, no, neki že zatem se ne pride ta prepričanja kar tek zdaj iz lufta, ne? Ampak mislim, da se te stvari izpostavljajo ravno zaradi tega, ker se tukaj ta mentaliteta Gen Z-erjev toliko razlikuje ravno glede teh stvari od recimo boomerske ali pa Gen X-erske ali pa v končni fazi tudi milenice, ampak se mi zdi, da milenici imamo dost, vsem bolj sploh pa mi bolj mlajši milenici imamo vsem dost bolj tudi tako prepričanje in kar je meni po eni strani zelo všeč, da se ne pustijo po domače rečeno na te generacije, ne pustijo se zafrkavati. In valjda je kot pri, pač ne moramo zdaj spet posploševati na generacijo, se pravi v vsaki generaciji so takšni in so drugačni, je pa, se mi zdi pa zagotovo bolj, se mi zdi res, da se kot generacija mlajši dosti bolj zahtevajo svoje pravice in točno tek pač, ko je Jož prej rekel, da vseeno, da oni delajo zato, da lahko živijo in ne živijo zato, da lahko delajo. Kaj se kaj menite, Teo? V tvoji klapi? Jaz sem tudi bolj ta klapa starejša, recimo temu, ampak to, kar je Jož rekel, pač se ful strinjam, tako da je lepo povedano. Ampak, Ana, tudi kot obstajajo, pač taki pogledi obstajajo, tudi pogledi, to, kar si omenila, ki podpirajo ta mit. Pa tudi jaz poznam kakšne ljudi, ko mogoče malo ne želijo prevzemati toliko odgovornosti, ampak obenem ful zagovarjajo svoje pravice. Pa mogoče to, kar je Jož rekel, da če si fair, da je to nekako najboljša pot, ni važno. Pa če se ceniš, pa to tudi pravilno, da se ceniš. Mislim, če si nekaj sposoben narediti. Da zaupaš v sebe, ne? Ja. Špera, s tabo smo začeli, evo, imaš še zadnjo besedo. Se večinsko strinjam s svojimi sogovorci, bi pa vseeno tudi jaz rada poudarila, da pač kar daš ti, dobiš tudi nazaj. Ful je pomembno, da ko si ti čist frišen, da pač ne zahtevaš nekih stvari na podlagi pač praznega lista. Da ni ti omogočen tam. Ja, pač vseeno se treba zavedati, da tudi ti ogromno lahko dobiš znanja in izkušenj, pač spet odvisno, kje se zaposluješ. Ampak ja, tudi treba se pač zavedati, da tudi ti pač se imaš še ful veliko za naučiti. Pa mogoče ne samo na šihtu, ampak nasploh v življenju. In ja, itak, da se treba postaviti za sebe, pač tudi to je fajn, da se ti premiki dogajajo, da tudi podjetja začnejo gledati malo na psihično stanje svojih zaposlenih, pa da je pač pravica do odklopa, recimo, pač se mi zdi, da pri starejših generacijah je bilo veliko bolj to, pač moram biti skozi na voljo, pa ne vem, se... Živeti za delo. Ja,
Se mi zdi ful fajn, da gremo v to smer in itak, mislim, je pomembno, ker pač imaš samo en life, a ne, pač nočeš si ga uničiti s stresom in pač pritiskom, ampak ja, spet, pač moraš pa tudi ti pač s časom priti do tega, da si pač mogočen. Super. Najlepša hvala, Špela, Jošt, Vid, Teo, vsem še naprej, pač ja, valjda ful sreče na karierni poti, na drugi strani veliko poguma, samozavesti, samozaupanja, izzivov, dobrih delodajalcev, sodelavcev, naročnikov, kakorkoli, samo jako. Hvala vam, občinstvu bomo dali besedo, takoj ko se poslovimo od spletnega občinstva. Hvala, da ste spremljali okroglo mizo z naslovom Konec statusa, kaj pa zdaj. Priredili smo jo v sklopu projekta z mladinskim delom proti prekarnosti mladih. To je bil pilotni projekt Mladinski center Velenje, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Živimo tako, da ne živimo za delo, ampak da delamo za to, da živimo. Dober, ne sami, ampak skupnost. Hvala vam, srečno.